Dobro večer vsem skupaj. Današnji sestanek predsednikov parlamentarnih strank, poslancev Evropskega parlamenta, predsednika države in državnega zbora je pravzaprav potrdil naše bojazni, da gre bolj za sestanek zaradi forme. No in sicer, kaj je predsednik vlade povedal po tem sestanku, vendar pa na tem sestanku ni bilo možno doseči niti dogovor o tem, da se kljub dveletni zamudi podpiše partnerstvo za izhod iz krize in za razvoj in da se na tej podlagi uskladi nekatere reforme, o katerih vlada govori o tem nacionalnem reformnem programu. Pri tem konkretnem dokumentu gre že za 9. reformno strategijo, ki jo vlada producirala v teh letih. Mislim, da niti nekdanja Kragerjeva komisija za program jugoslovanske stabilizacije, ki je delovalo v razpadu bivše države, ni bilo tako produktivno v pisanju raznih strategij. Problem pa je, da se jih večina ne uresničuje in da so podatki o realnem makroekonomskem stanju v državi pravzaprav vedno slabši. In tudi ta dokument, ki naj bi bil del nekega evropskega programa, zgolj ponavlja neke želje, ki smo jih že velikokrat brali. Slovenska demokratska stranka je sicer, ker gre za neko evropsko agendo, skušala vzeti tudi ta dokument resno. Naš strokovni svet je pripravil pripombe na vsa poglavja tega dokumenta. Te pripombe bomo objavili in tudi vlada lahko uporabi. Vendar pa, kot že rečeno, problem Slovenije ni v produciranju dobrih ali slabih programskih in strateških dokumentov. Problem Slovenije je v realnem stanju, na katerega vlada ne odgovarja. Danes se je pojavil na tem sestanku tudi predlog predsednika republike, da bi ustanovil spet nek nov strateški svet oziroma neko skupino, ki bi bedela nad temi reformami. O tem niti ni bilo kakšne posebne razprave. Jaz osebno v nekem dodatnem organu ne vidim velike dodane vrednosti. Edina resna stvar, ki bi se morala po našem mnenju v tem času lotiti vlada, je ustvarjanje pogojev za nastajanje novih delovnih mest. Slovenska demokratska stranka je pri tem projektu pripravljena sodelovati, vendar na podlagi neke jasne zaveze, kakršna je bila razvojno partnerstvo v prejšnjem mandatu. Prepričani smo, da je opozicija v tem mandatu najmanj toliko vredna, kot so bili oni vredni v prejšnjem mandatu, ko so bili opozicija in ko jim je bilo ponujeno korektno sodelovanje, na podlagi katerega je Slovenija uspešno izvedla davčno in še nekatere druge reforme. Žal, na to edino konkretno vprašanje in na predlog, ki bi lahko kljub dveletni zamudi pognal stvari naprej, vladna koalicija ni imela odgovora, bilo je rečeno, da se morajo še posvetovati med sabo, tako da pravzaprav ne vemo, kje smo.